V tem studiu naš župan, gospod Aleksandar Saša Arsenovič. Dobro jutro, gospod župan. Dobro jutro vsem. Dobro jutro, poln energije danes, ko se začenja Lent. To je seveda vedno velik dan v našem mestu. Ne? Letos en teden prej smo polni take energije, ampak fajn je. Lepo. No, glede na to, da je bila tudi seja mestnega sveta, pa smo vseeno, ste dobro spali. Ja, vrejo smo spali. No, super. Vedno smo že navajeni tega čudovitega dogodka in na mesec. Ja. Kam pogrešal julija, avgusta. Res? Ja, no, pa se bo september 1, 2, 3 tu? Ne, se bo še julija, ena izredna, ker nismo okay. uspeli potrditi razdružitve z lastništva 90-10 v Ljudskem vrtu. Aha. In še stvari čakajo. Tožbe so bile, medijacija je podpisana, upam, da bo mestni svet potrdil to na izredni seji. Ok, torej, ker gremo s vprašanji, ki so jih poslali naše poslušalke in poslušalci. Aleša zanima, kdaj bo recimo preplastitev Dogoške ceste in Hudalesove ulice na Tezno, kjer sta seveda jasno kar precej luknasti. Hkrati tudi sprašujali, razmišljate, da bi na tem območju, kjer je cona 30, ki jo redko kdo upošteva, naredili še več za varnost otrok in vseh ostalih. Naprej glede cest, vem, da so v bistveno slabšem stanju kot v večini manjših okoliških občin, kar dokazuje, da je mestna občina Maribor podfinancirana in da zagotavljamo denar za celo regijo in razvoj na drugih področjih, športu, kulturi in tako naprej, in da potem malo zmanjka. Zato smo se spomnili podžupan dr. Samo Peter Medved za tako imenovani masterplan, kjer se bo zadolžilo podjetje Nigrad, ki pa mora seveda dobiti soglasje lastnikov. Danes imamo sestanek na to temo. Gre za 8 do 10 milijonov, banke morajo dati ok in potem upam, da bomo, če ne še letos, konc leta vsaj nekaj, pa potem drugo leto toliko več. In te ceste mislim, da sta noter v masterplanu. Če pa nista, bo pa morali v masterplan priti. Se pravi, da smo imeli soglasno, smo sprejeli z vsemi predsednicami in predsedniki mestnih četrtih krajevnih skupnosti način, po katerem gre. Tudi mestni svet je potrdil merila in kazalnike in me veseli, če ko pride do tega, da bomo delali sistemsko, ne pa, da bo cesto dobil tisti, ki večkrat pokliče ali pa koga bolj pozna. Ne, ja, seveda. To je en tak se zdi, da preživeli sistem, ne? Ne. Okay. Se vsak dan trudim, da bi postal, pa vidim, da je še zelo živ. Bo treba še stisniti. Trdovraten virus. Ja, kaj pa ta cona 30 in problem, da je marsikdo, se vem, to je predvsem problem v glavah vseh, ne? Cona 30 ni tam zaradi tega, ker je župan pač samosvoj ali pa samovoljen, ampak zaradi varnosti, ne? Ja, itak. Zakaj sem taki pristaš te cone 30? Trikrat sem bil poreden po noči na avtocesti, sem bil pred 15 leti 3x5 pik. In sem šel na tečaj varne vožnje. In smo morali, vedeli smo, da bo padla neka ovira in da moramo potem ustaviti avto pred otrokom, ki gre čez cesto. Pri 30 si se tik pred otrokom ustavil ali si ga rahlo zadev, pri 50 zaradi reakcijskega časa še nisi začel bremzati. Ojej. Okay, taka razlika je. Koliko metrov narediš v tisti eni sekundi več, koliko pa ima vsak izmed nas reakcijskega časa, če seveda gleda samo naprej. Ja, absolutno. In seveda te cone 30 so tam ne samo zaradi tega, ker so tudi kolesarske poti, seveda lepo urejene. Maribor je kolesarjem prijazno mesto, ampak predvsem zaradi varnosti. Tomi se je razpisal o tem novem prometnem režimu na koncu Majstrove tam v križišču Skopitarjevo in Kersnikovo, zaradi tega nastaja verjetno nekaj več zastojev, kot jih je bilo prej. Ali pač, kakšne so kaj meritve, kakšni so podatki? Tudi sam sem talec želje po bolj učinkovitem javnem potniškem prometu, ker točno po tej poti sicer ne rad, ampak odežuje, pa tudi z avtom peljem otroka v vrtec. Ja. Včasih po tej poti ali pa potem od tam naprej. In je res, da je v nekih konicah, sploh ko je slabo vreme, tam stojiš po Majstrovi, ampak ne stojiš več kot 5 minut. Avtobusi pa vozijo celi dan, zato bolj točno. Delamo, štejemo, kamere so in bomo videli, kaj bo tehtalo, ali ta jutranja pretočnost. Vem, da dan dosti jeze, ker se vsakemu mudi odložiti otroka ali priti pravočasno v službo.
ali pa zagotavljati boljši javni potniški promet. Glede na to, da ga subvencionira mestna občina iz proračuna in ne more zaradi tega graditi nove šole, recimo zdaj že več kot 10 milijonov na leto, moramo seveda gledati, da bi ta sistem celoten deloval, zato smo tudi šli na to težko pot spreminjanja in linij in voznih redov. Ok, skratka, za vsem tiči nek širši razlog oziroma večje dobro. Tejo zanima, kdaj boste začeli z nujno sanacijo nekaterih športnih objektov v Mariboru, omenjena je ledna dvorana, stadion Kovinarja, ne nazadnje Ljudski vrt. Koliko denarja je kaj rezerviranega za to v proračunu za morebitne investicije? In kateri recimo objekt bo prvi deležen prenove? Torej, v 6-7 letih smo v športno infrastrukturo v Mariboru s pomočjo tudi vlade in Roberta Goloba in prejšnjih vlad vložili 28 milijonov v infrastrukturo. Še nikoli tako ne spomnim, Ljudski vrt je zdaj dokončan, atletsko dvorano imamo, zato vljudno vabljeni kot gledalci na Evropsko prvenstvo v atletiki. Ali pa hitro malo potrenirate. Ja, vredno. 20 milijonov na Pohorje. Ja. In seveda je pa vedno več izzivov in predvsem je problem v samem vzdrževanju in tam šport Maribor deluje boljše kot nekoč, ima več tržnih prihodkov, ima pa seveda ogromno izzivov na vzdrževanju. Kovinar smo bili zadnjič tudi na Tezno jasno povedali, da se v Kovinarju in Tezno s tem pišejo boljši časi, da si tam želimo in pravzaprav okrog tega priložnosti, ki je tam še vedno tako veliko zemljišče, vzpostaviti športni center in urbani center. Ljudski vrt se kakor ni dotrajan, ima seveda vzdrževati treba vsak objekt, tako doma, tako tudi v javnem sektorju. Ledna dvorana je zelo dotrajana, sem zelo proti temu, da toliko denarja nesorazmerno gre za en monošport in se trudimo in ogledujemo primere dobrih praks, Madžarska, Nemčija, slike iz Amerike, kako bi lahko naredili multifunkcionalno dvorano, ki bi bila za več športov in ki bi bila seveda finančno vzdržna zato, ker bi tam lahko počeli tudi druge stvari. Imamo primere dobrih praks, nismo tako bogati, da bi lahko imeli. Ta ledna dvorana je zelo energetsko potratna in projektna naloga je zunaj, arhitekturni natečaj bo, lokacija je jasna, da je to na Taboru, kjer je dovolj prostora in gremo v smeri multifunkcijske dvorane. Ok, to bo seveda še zelo zanimivo spremljati, kajti to je seveda tudi kar precejšen organizacijski zalogaj potem na dnevni bazi. Veliko vprašanje je bilo tudi na temo Lenta, jasno da, ker se festival danes začenja, ali se bo kdaj v celoti vrnil na Dravo, ali bomo še kdaj imeli oder na Dravi. Jaz vem, da pred časom ste govorili tudi o načrtih, da bi bil en tako imenovani premični oder z naravno tribuno in sicer na desnem bregu, ali se morda motim? Lent v celoti, ne vem, če bi kdaj bil samo na Obdravi, mogoče v tistih prvih. Ja, je ves čas bil koncept festival Lent, kar seveda tudi pozdravljam, da gre Lent po mestu naokrog. Je pa seveda sedaj dobil dva odra, ki so čudovito umeščena pri Vodnem stolpu in pri hiši najstarejše trte. Tako. In predvsem je pa dobil celoletno sprehajališče, tako da bo tudi festival Lent boljše obiskan. Je pa Lent sedaj obiskan vsak dan, skoraj tako, kot je bil nekoč v času festival Lent. Celo mesto je oder, bi zdaj k temu dodal, ne? Danes Luka Šulič, hvala, da je doma tukaj tako velika zvezda. Ob tem je ob hiši najstarejše trte tudi vino in kulinarika, vsaki dan nekaj posebej. Art camp po dolgem in počez, edini čez celo poletje, je zelo dobro. Ja. Muzejsko noč imamo jutri, 21.6. Včeraj smo imeli, če govorimo, da je celo mesto oder, včeraj je bil en prav poseben oder, ker so sicer na majhnem odru peli učenci osnovne šole Leona Štukla, ampak otvorili smo 2 novi igrišči in to za več tisoč verjetno otrok, več šolje okrog in Ludvik še nima tega. Potem je bil oder tudi dvorana Union za 400 odličnjakov, več kot tako osnovnošolcev kot srednješolcev. In trenutno je mesto tudi oder za evropsko politiko, zahvaljujoč Nataši Ritoniji, RRA-ju in soorganizaciji Mestne občine Maribor je iz 26 držav so tukaj tisti, ki delajo za regije v svojih državah, več kot 200 jih je, ki so pravzaprav izjemno navdušeni nad mestom, nad razvojem mesta, nad to našo
unikatnostjo skoraj urbana ravno, na eni strani gledališče, na drugi strani vinograd, in s celo regijo govorimo o Štajerski in o Pohorju, ki so si lahko gledali in so izjemno nadušeni in se bodo sedaj vračali v mesto. Kar se pa tiče tega odra na Dravi, arhitekturni natečaj je bil narejen, čudovita ideja, optimirali bomo velikost, da bo uporabnejši celo leto, lokacija je znana, upravljal bi ga Zavod za turizem in hiša najstarejše trte in bi pravzaprav imeli celoletno teraso na vodi za okušanje naših vin in kulinarike, kadar pa bi imeli dovolj želje in potreb in denarja, pa potem mize zamenjajo nastopajoči in postane trg najstarejše trte prostor za publiko. Podobno kot bo sedaj, vendar tisto, kar je sedaj ob Dravi, si želimo, da bi bilo na Dravi. Na Dravi, dejansko. No in zdaj, ko je tudi ta plaža... Še to, nismo prodali tistega pontona, ki je nekoč nosil oder pri vodnem stolpu, ravno zaradi tega in sedaj smo na tem zelo, da inženirji snujejo, kako to skupaj povezati in kako dokončno rešitve tehnične poda arhitekt, ki je zmagal, da trenutno ocenjujem, da ta strošek morda ne bi bil tako velik, da si ga ne bi mogli privoščiti, torej malo upam, da bi drugo leto ali najkasneje čez 2 leti ta oder že tam stal. Bravo! In da bi bil seveda tak, da ne bi pol na neki točki prisvili slučajno vun vlekli. Ne, on bo privezan tudi zdaj na to stik z Dravo ali stopnice ali plaže, kakorkoli, vsekakor prostor, javni prostor sprostitve, ki je zelo poln, hvala vsem, ki tam uživate, stik z reko mogočno. Tam še pride to, da bomo mislili, da smo na morju, tile stebrički zavezati. Super ali tudi tale oder. No, krasno, tako da bo še bolj dejansko izgledalo kot plaža. Zdaj, Jerneja je pisala in ja, bilo jih je kar nekaj iz Tezna, ki pravijo, da jih še vedno malo skrbi avtobusna ureditev, torej bile so tudi obljube, da naj bi majster vozil od postajališča pri Europarku do Univerzitetnega kliničnega centra, pa pravijo, da so malo skeptični do te ideje. Čeprav na Teznu se ogromno dogaja, kot ste rekli, seveda te obnove, da se ne pogovarjamo o zdravstveni postaji in tako dalje. Seveda me malo preseneča, pa vedno si mislim, ali je to dejansko vsebinsko ali samo politično nagajanje. Včerajšnji protesti glede te linije 1. Majster bo, ne samo majster, včeraj smo ravno potrdili DIP za nabavo novih električnih avtobusov in drugih vozil za šolske prevoze v višini 15 milijonov evrov. Če grem na Tezno, še nikoli tega Tezno dobilo ni, kar so upali in sami ne verjeli, kmalu se prične gradnja, mislim, 6. že, zdravstvene postaje Tezno, ki bo 2,5-krat večja kot ta čudovita na Magdaleni, hvala našim arhitektom in vsem izvajalcem. Če je edini problem dostop do UKC-ja, temu ni čisto tako, je pa mogoče malo slabši, kot je bil prej, zato iščemo rešitve, tudi včeraj smo se pojavili, kaj narediti. Imamo en primer pri Žoharju, kjer je prehod za pešce, pa je tam hitrost 70, tukaj pri Europarku je hitrost nižja, 50, smo še bolj blizu mesta, mislim, da pretočnost prometa ne more biti prioriteta in razmišljamo, ali bi tudi tukaj naredili prehod za pešce. Posebej še označili, da to tam je in po noči in da bi, kadar bi ljudje bili tam, seveda lahko šli čez cesto, bolj varno kot sedaj, ko je sigurno po našem štetju približno 30 gre čez cesto. Čez 4 pasovnico, ne, dejansko, to je kar tak, ne. Nevarno. Da smo to vedno bolj v mestu, ne? Da se mesto z levega seli na desni breg, torej Magdalena in Tabor, sploh s to Dravsko promenado dobivata tukaj frekvenco, torej iščemo rešitev. Majster pa pride, pa tudi M-Bike pride na področje samega UKC-ja, za kar se jim zahvaljujem njim, da so prepoznali to kot sredstvo mobilnosti, nam pa, da imamo tak dober sistem za trajnostno mobilnost. Vem pa, da to seveda ne rešuje invalidov, imamo pa, kadar je takšen res problem, prosim pokličite Prostoferja, imamo sistem, ki lahko vas pripelje do bolnice, bomo se pa seveda tudi potrudili. Zdaj pa zakaj pa ne gre avtobus tam za tiste, ki morda tega ne vedo?
Največji problem je vedno bil ta prometni zamašek pri bolnici, kar je pravzaprav onemogočalo dostop vsem drugim tudi do bolnice. Ja. In tistim, ki so prihajali z avti in avtobusi so zamujali in celi kaos. Zato smo rekli, ok, imamo drugo možnost, dajmo avtobuse stran, bodo bolj točni in bo tudi ves promet tam bolj pretočen zaradi lekarne. Še vedno ni rešitve z bestnim parkingom, obljubljajo že dolgo. Če bi se ta rešitev zgodila, potem mi tudi lažje vrnili to linijo na Ljubljansko mimo UKC-a, upam pa, da bomo takrat našli druge rešitve. Ok, moram postaviti tudi to vprašanje, ker nekaj jih je prišlo na temo te tožbe med vami in mestnim svetom in to, kar se je pač zgodilo. Kje zdaj tu stojimo oziroma kakva je zdaj situacija, ker čeprav zadeva še ni čisto končana, koliko razumemo, ne? Torej, gre za pravno vprašanje, o katerem še ni bilo odločeno. Imamo različna mnenja pravnih strokovnjakov iz različnih univerz. Osnovno, kar mene moti, je, da smo z veliko muko vzpostavili holding, ki deluje bistveno boljše, ima dober vpliv na cene, ki bi drugače bile še marsikdaj višje, deluje podjetje bolj povezano, imamo sinergijske učinke, kupili smo na primer garažno hišo Lent, ki je drugače ne bi mogli, subvencioniramo šport na področju holdinga. Če tega ne bi bilo, bi morali dokapitalizirati z denarjem iz proračuna, kar pomeni, da potem iz proračuna ne bi mogli izvajati stvari, ki jih sedaj delamo in bi verjetno prenesli neobvezne naloge, to so tiste, ki jih imamo najraje, programi v kulturi in druge, humanitarno, socialno, začeli trpeti. In zato, ker župan vsekakor je kriv za vse, torej nosi odgovornost, potem bi bilo prav, da imam na drugi strani tudi pravice. Te pravice sedaj nosi mestni svet, če pa je kaj narobe ali z prometom, ali z smetmi, ali z komunalo, pa se ve, kdo je kriv, torej jaz. Potem pa lepo prosim, če lahko tudi imam vzvode za to, da tam, kjer bi naj upravljal ali pa skušal kot lastnik vplivati na boljše delovanje, da imam vzvode. Zaenkrat teh vzvodov več ni, mestni svet jih ima in stvari grejo še vedno dovolj dobro naprej. To je ena stvar. Druga stvar pa je, kdo bo sedel v nadzornem svetu holdinga, ali so to delavci iz holdinga ali pa iz hčerinskih podjetij. Sedaj imamo situacijo, da imamo dva nadzornika, ki sedi vsak v nadzornem svetu svojega podjetja, plus še v holdingu. Delavci v holdingu pa si seveda upravičeno želijo biti ven nadzirati holding. Tudi to je pravno vprašanje, ki mu je sodišče reklo za enkrat tako kot mu je. Tukaj grem naprej, ker mislim, da to prav ni, ampak to ni stvar župana, ampak je to stvar delavcev. Se pravi, ni da je župan proti delavcem, lahko je potem, če ne bi vprašal sodišča, kdo za tja noter sodi, pa bi mi drugi rekli, da sem proti njim, ker tega ne vprašam. Ko pa so ti delavci želeli dati to na mestni svet, pa mestni svet zavrnil obravnavo tega. Ok, bomo seveda spremljali, naš župan je še vedno v tem studiu, danes je ura za mesto, nadaljujemo po kratkem premoru. Ura za mesto na tem radiju, v tem studiu je še vedno naš župan Aleksander Sašanc Arsenovič, torej še enkrat dobro jutro, gospod župan. Dobro jutro, Lentovsko jutro. Tako je, na dan, ko se začne festival Lent, in je tu vprašanje poslušalca Jožeta, ki ga zanima, M-Bike super deluje, ali bomo imeli kdaj izposojo tudi M-Bikeov? M-Bike, naj vas razveselim, drage poslušalke in poslušalci, skoraj 40,000 vas že, ki to uporabljate, kar nam daje možnost sklepanja novih pogodb z gospodarstvom, ki se mu zelo zahvaljujem. 3 grejo za natezno, upam, da 4, pa kmalu 5, pa še nova najverjetne pri Koni na Studencih v kratkem. In da želja me, da prijemo do Frama. Penjače. Ne, Frama. Kar daleče. Ja, pa do Mariborskega otoka, to bi še bile taki 2 točki, ki sta pomembni. Ja. Kar se pa tiče e-bajka, tam pa ga vidimo bolj na regionalnem razvoju, je bolj hribovit, v samem mestu ga nujno ne rabimo, ker imamo pač to srečo, da smo kar precej ravni v mestu. Bi si pa želel m-bajka za lažje obiskovanje naših čudovitih vinorodnih okolišev in tako tistih, ki so okrog Maribora, da jih zdaj ne naštevam vseh. In bi se od tukaj lahko potem lažje z električnim kolesom peljal tudi do Ormoža, pa do Jeruzalema ali pa na drugo stran do Bistrice. In tam vidim bolj potrebo, delamo na tem, da bi imeli pravzaprav vsi skupaj en sistem, kot vsaj regija Podravje, Pohorje,
ki bi ga en upravljal in skrbel potem seveda, ker je treba kolesa in servisirati in jih peljati na izhodiščno točko in to. Glede na to, da zdaj razvijamo nov produkt, Hike and Bike na področju Mariborskega Pohorja in Kozjaka, nove vstopne točke, nova definicija prostora za hojo in kolesa. Upam, da bo tudi to nekako navdahnilo, dvignilo frekvenco na tem področju in da bo potem lažje najti partnerja, ki bi to izvajal. No, super. Pisal je poslušalec Dejan, ki pravi, da podpira seveda vsa prizadevanja za razvoj našega lepega mesta, ga pa zanima, kak je zdaj z Gosposko ulico. Ni več recimo tako, kot je bila nekoč ponos mesta, zdaj seveda je lepa pa vse, ampak je kar nekaj praznih izložb. Kako recimo, če obstaja kakšna strategija na to temo, ne vem, kak nov sistem pridobivanja najemnikov, niže najemnine in tako dalje. Najprej naj povem, da je ena dobra misel mi, da je politika brez vizije in strasti je pravzaprav brezvezna borba za oblast, ki ne daje nobenega rezultata. Naša vizija je bila, da dvignemo frekvenco v celem mestu od Drave do parka, da se predvsem prebivalci vrnemo spet v mesto, kar se dogaja. In pri tem smo, če smo na koncu šolskega leta primerjali Gosposko z drugimi ulicami, trgi, in recimo Gosposka bi imela v šolskem sistemu oceno 3, marsikatere druge stvari, ki smo jih uredili, pa 1, ne? In zdaj, če hočeš letnik narediti, potem ne greš trojke spravljati na 5, ampak enko na vsaj 3 ali pa na 5, ne? Ja. In to smo tudi mi naredili, vemo pa, da je zdaj marsikar, kaj je bilo 1, zdaj 5, Gosposka pa ni več 3, ampak je verjetno 2 do 3, zdaj, kar se tiče same ureditve, osvetlitve in tlakovanja. In glede na podnebne spremembe bo verjetno tudi na Gosposko, zdaj boste zelo presenečeni, pa si pogledajte druga mesta, kjer je že bolj vroče, pa to tako je, računamo, da bo tudi kakšen drevored prišel, mislim, ne dvoredni, ampak enoredni drevesa v Gosposko. Je pa izziv, kar se tiče sploh teh lokalov, nič več, jih je več polnih kot pred, rečemo, našim časom, za kar se tudi vsem zahvaljujem. Fluktuacija ni nič večja ali manjša kot v drugih mestih, izzive imajo tudi bistveno večje metropole, vsak lokal ne more biti gostinstvo, za vas pa vprašam vse skupaj vas, mogoče imate ako rešite, pa jo nam podajte. Nekoč so bile te hiše, ki so nam najbolj všeč in dobiva nove fasade, spet gre 10 novih letos, hvala občini in lastnikom, ki to delajo, razpis je pravkar končan. Nekoč so bile te hiše zgrajene za, naprimer, čevlarja, ki je spodaj delal svoj obrt, zgoraj je spal, potem več naenkrat, ker smo kupovali čevlje iz Italije, pa kasneje Kitajske, nismo rabili čevlarja, pa on tudi potem ni rabo gori spati čez čas, pa je zgoraj prazno. Imeli pa smo trgovine, sedaj več naredimo trgovin, kupujemo na spletu teh, ali pa hodimo v velike nakupovalne centre in je vedno teže, jaz upam, da bo nekaj dalo art and craft, rokodelstvo, storitve. Zdi se to tudi edina pot pravzaprav, ne? Ampak tega pa glede na število ljudi, ki smo v mestu in glede na število, da mora tisti nekdo tudi preživeti. Podpirali bomo vsekakor tudi pridelavo domače hrane, domače obrti, neki koraki že grejo v to smer, lokalka pa dobrina, tržnica, razvoj, se pravi, to so stvari, ki jih in sami potrebujemo in ki so zanimive tudi za obiskovalce. Je pa izziv, priznam, vsakodnevni, ki ga pa imajo tudi večji kot mi in upam, da bomo pri tem nekako zmagali. Ja, pač zdaj kdorkoli bo našel formulo, ne, da se lahko taka stvar ponovno živi, glede na vse navade, ki so se korenito spremenile. Ne želim, da bi bil vsak lokal gostinski lokal, ker pol mi to tako zgleda, kot da smo že vsi v penziji ali pa da nijemo kaj za delati. In samo sedimo, ne, pa kavo pijemo. Ok, Branko zanima, potem ko ste odlično uredili mlečno-mesni paviljon pri mestni tržnici, ali razmišljate še o tem, da bi tržnico naredili še dostopnejšo, privlačnejšo, tudi ne nazadnje za vse, ki na tej naši tržnici prodajajo? Zelo veliki napori gredo, mi imamo že rešitve, lahko bi v to vključili tudi evropska sredstva. Imeli smo urgentne sestanke z Zavodom za spomeniško varstvo, kjer smo si želeli, da dvigalo, ki je že sedaj in pride do te ploščadi, kjer je bil mlečno-mesni paviljon, ne pride pa zgor na cvetlični plato, torej na Koroško ali na tisti levi parkec pred UGM-om,
Torej gre za umestitev mobilnosti najprej navzgor, je ena potreba, druga pa je seveda našim, hvala, da ste, branjevci, lokalna pridelava, vedno bolj ocenimo, tudi vedno večji obisk, tudi vedno več ponudnikov in vedno več obiskovalcev, zato so tudi ti razni podporni dogodki tako dobro zaživeli. Se seveda zavedamo, da je včasih vroče, da včasih piha veter, da dežuje in smo v pogajanjih z spomeniškim varstvom, kjer nam pač ne gre to nič kaj hitro od rok, da bi naredili po vzoru, ne vem, nekih starih oranžerij, neke paviljone, ki bi imeli steklena, transparentna, drsna vrata, da bi ti prostori bili odprti, v primeru dežja, vetra ali mraza, pa bi se dalo to zapreti brez ogrevanja, ker je dovolj nas tam in to, ampak da nismo na minusu ali pa na dežju. Ja. In glede na to, da bi lahko delali po projektu, ki je pred 20 leti približno bil nagrajen, to so bili 3 mladi študenti, ki danes več niso mladi, pa tudi študenti niso, ampak so sami profesori in zdaj imajo oni nalogo to z spomeniškim varstvom rešiti tako, da bomo mi še vedno videli tudi to, kar je zelo pomembno tukaj, namreč tržnica na področju nekoč glazije, to tisti brisan, prazen prostor mora biti, da se ne ve, kaki Turek skril za grmiček in nas potem napadel, danes jih ne vidim kaj dosti, mislim, v tej obliki. Ja. In upam, da bo transparentno steklo dovolj čisto, da bomo videli to čudovito obzidje in da to ne bo preprečevalo razvoja dejavnosti. Ja, in da bo seveda tržnica še naprej se razvijala, ker je res fenomenalna, ne? Že tak je... Hočem biti, bom bolj direkten, upam, da bo spomeniško potrdilo, da je steklo dovolj transparenten material, jaz pa obljubim, da ga bomo čistili, da se bo res ta obzidje videla, teh smeri tako danes. Okay. Ja, jaz tu držim pesti, da bodo to videli. Evo, Tomaža, recimo, zanima še za 2 vprašanji, bo čas, potem pa seveda morate iti naprej, ampak še bom za 2 vprašanji. Tomaž sprašuje, ali je v načrtu, da se po Mariboru, recimo na teh velikih prometnicah, kot je cesta Proletarskih brigad ali pa Tržaška, kmalu, da se bodo kmalu tu umestila krožišča, da ne bo teh semaforiziranih križišč, ampak da bo šlo to v tej smeri, kot je recimo to veliko krožišče tam pri Pekrski gorci oziroma Borovi vasi. No? Ja, to je recimo zelo dobra tema, imeli smo precej zelo dobrih seminarjev in sestankov z zelo znanimi arhitekti in dobrimi praksami iz tujine, ker ko ti želiš, da je pretočnost prometa večja, umeščaš krožišča, ampak to je ponavadi bolj izven mesta, tam, kjer je tranzit. Ko pa prideš v situacijo bolj mestnega področja in daš prednost pešcu in kolesarju, potem njega seveda ne pošiljaš okrog in okrog tega krožišča, ker je to dolga pot in nevarna in tako naprej, ampak delaš klasična križišča, ker ima prednost prehoda pešec in kolesar po najkrajši možni poti, da lahko nadaljuje pot, ne pa da se ti, ki so v prometu bolj ranljivi, umikajo tistim, ki jim je lepo ali toplo ali hladno v avtu z totim radiem, recimo. Ne. Ja, no, to je, ne, se tudi... To se pravi, če bom jasen, izven mesta, kjer je tranzit krožišča, da v mestu, tam, kjer pa želimo pešci in kolesarji imeti prednost pred avti, je varneje, torej, če ostajajo klasične. Se dela klasične... Ja, pač klasična križišča. Okay. In za konec sem prihranil vprašanje poslušalke Katarine, ki pravi, kdaj bi lahko v Mariboru po vzoru večjih evropskih mest, skozi katere teče reka, pričakovali ureditev nudistične plaže. Če malo raziskovati, res številna mesta imajo, München recimo ima vsaj 6 takih con. Sem bil na taki coni in tudi te cone so v Münchenu, mislim na reki Izar, ki je neverjetna točka, kjer so vsi enako vredni, čeprav v Münchenu res imamo zelo velike razlike med prihodki med prebivalci, ampak tja gredo detki, babice z vnuki, ne glede na to, če ima doma Rolls-Royce ali Porsche, pride tja z biciklom in so vsi na tem čudovitem produ. Te priložnosti v samem centru mesta mi več nimamo, ker to za industrijski objekt, malo nižje od mesta, torej Malečnik pa že to ima. Kar se pa tega tiče, mi ne rabimo te cone urediti, ta cona je vedno na otoku že bila in na to se odpira sezona sedaj, vljudno vabljeni, naj se vsak sprostri, naj se kopa, kak mu paše.
Ja, in da bi te spet zaživel. Gospod župan, hvala lepa za vaš čas danes, za vaše odgovore. Vem, polno je izzivov, ampak da zmorete, ste seveda dokazali, tako da pa dopust bo verjetno vmes, tako da bo potem nekako lažje spet novi. Najprej še moramo rešiti 5 infrastrukturnih projektov, ki mestu manjkajo. To je energijska izraba odpadkov ali sežigalnic ali waste energy. Torej, tovarno resursov moramo narediti, potem moramo poskrbeti za monosežig blata in izločati fosfor po uredbi EU-ja do leta 2030. Nimamo biokompostarne še svoje, nimamo mehanske obdelave bioloških odpadkov, nimamo dovolj velikega zbirnega centra in delamo vse na tem, da ne bi to bilo na 5 lokacijah, ampak na tisti eni, ki jo konsolidiramo lastniško, se dogovarjamo za dodatne površine, za logistiko in je to pravzaprav največji izziv tega mesta. Ok, realno gledano, datum, ko bo to rešeno, realno ali pa optimistično? Optimistično je, da če bo zdaj šlo vse tako, kot je z državo dogovorjeno, v pravo smer, da bomo mi pridobili koncesijo za upravljanje državne gospodarske javne službe, ne bi rad, da potem naredimo 1/5 od prej 5 tehnologij, ki jih mesto še potrebuje za zaključen ta krog, ki bo seveda tudi okoljsko boljši, kot smo danes, bi lahko imeli razpis v kakšnem letu in pričete gradnje realno ne prej kot čez 3-4. Glede na vse postopke. Ampak smo na poti, delamo zelo na tem, ker če mi danes tega ne bi delali in bi odlašali, potem bi tisti, ki bi začel, imel pred sabo 10 let, pa smo na dobri poti, da to lahko realiziramo. No, vprašal sem samo tudi zato, ker če bi to vse bilo planirano pred dopustom, pol ne bi bilo dopusta, verjetno ne par let. Ne, za dopust je treba imeti zato, da se pač možganček malo spočije, ampak v podzavesti se to vedno nekaj kuha. Ja, verjamem, ni lahko. Torej, gospod župan, hvala lepa. Uživajte na Lentu in vse dobro. Vsita bi vsem srednješolcem, osnovnošolcem, študentom, ki so zaključili leto, želim res sproščene, free your mind, o svobodi misli, ali na Pohorju, ali na morju, ali kjerkoli misli. Družimo se, veselimo se, upajmo, da se te vse vojne ustavijo, ker nas to tudi verjetno vznemirja, ne samo smrti drugih, ampak tudi varnostna situacija. Ampak zaenkrat smo še vedno varni in hvala vsem državi, ki se za to trudijo.